spoštovani prijatelji. Moram reči, da zdaj pa nisem bil v taki zadregi ob nekem predavanju, kot sem v zvezi s to temo. Če slišimo besedilo, ki govori o ljubezni, za katero moramo vsi priznati, da ga nobeno drugo v človeški zgodovini ni preseglo, se vprašaš, kaj lahko o tem rečemo mi, kdo nam da sploh pravico, da govorimo o tako skrivnostni besedi, kot je ljubezen. Potem pa pride še to, kar smo slišali in videli, grozno nasprotje med ljubeznijo in to, kar je nekdo naprtil temu dekletu pred nami okoli vratu. In vse to je resničnost življenja. V eni čudoviti knjigi, ki ima naslov Suverenost dobrega, je irska filozofinja Iris Murdoch na koncu, to je sorazmerno kratka knjiga, ki je prevedena v slovenščino, postavila vprašanje, kaj je višji pojem, dobro ali ljubezen. In ona se odloči za besedo dobro, ne za ljubezen. Zakaj? Zato, ker ugotavlja, da je ljubezen beseda, ki je največkrat zlorabljena, ki je razlog ali se z njo povezuje največ tragedij v človeški zgodovini. A je to res? Odkot zdaj to nasprotje, ki je bilo zelo lepo prikazano, ker moramo to dejstvo tega nasprotja raztegniti na vse ravni obstoječega. To je na kozmično, družbeno in osebno raven. Na kozmični ravni se vse dogaja v nasprotjih, samo poglejmo luč, tema in tako dalje. Na družbeni ravni je prišlo do te slavne teze Hegelove, da zgodovina doživlja svoj razvoj v nasprotjih, teza, antiteza, potem pa pride do neke sinteze, ampak s to sintezo zadeva ni končana, da nasprotja gredo naprej. In potem pridemo do našega osebnega bistva, pa srečamo pri istem Pavlu, ki je končal to najlepšo hvalnico o ljubezni, z primerjavo med tremi najvišjimi pojmi vira, upanja in ljubezen, pravi najvišja pa je ljubezen, pravi pismo Rimljanom, delam to, kar nočem. V sebi nosim dvojno postavo, delam to, kar nočem. In to je najbolj tragična oznaka našega bitja. Da delamo to, kar nočemo. Pa kako je mogoče, da delamo to, kar nočemo, ko vemo, da ljubezen pomeni v prvi vrsti najmočnejše hrepenenje vsakega človeka. In potem psihologi pridejo do spoznanja, da nekdo sovraži iz ljubezni, pa ne vem, kaj vse ne dela iz ljubezni, kar večina ljudi doživlja kot nasprotje ljubezni. In sedaj vprašamo, ali je človek sploh sposoben čiste ljubezni,
Kako razumeti hvalnico o ljubezni, ki smo jo slišali iz pisma Korinčanom, če pa je toliko tragedij v zvezi z ljubeznijo? Kaj ima Pavel pred očmi, ko pravi, da ljubezen nikoli ne mine? Ko sem razmišljal, kako pristopiti temu vprašanju, sem začel zbirati nekaj primerov, ki sem jih zabeležil v tistem izročku, ki jih imate, da bi se lažje orientirali tudi za vprašanje, ker mislim, da je zelo smiselno, da še posebno v tako kompleksnem vprašanju, kot je ljubezen, predvsem damo priložnost za pogovor. Pa naredimo en tak kratek pregled. Spet nasprotja. Faraon da ukaz, naj babice ubijajo vsakega dečka, ki pride na svet. Babici ne ubogata faraona, ker se bojita Gospoda, piše v prvem poglavju 2. Mojzesove knjige. Odkot zdaj to razsvetljenje dveh babic v nasprotju z obsedenostjo faraona, ki bi naj bil vzor pravičnosti, pa nazadnje seveda ljubezni, pa da ukaz, da je treba kar pobiti otroke, da se uniči nek narod. Ali primer spopada med Savlom, prvim kraljem Davidom, vmes pa imamo Jonatana, Savlovega sina, ki rešuje Davida pred jezo lastnega očeta, za katerega je med drugim rečeno, da je prišel zli duh v njega. Ali primer 25. poglavje prve Samuelove knjige, Abigajla, pametna žena nekega puščavskega mogotca Navala, reši Davida pred največjo nevarnostjo, pred katero stoji vsak vladar, v majhnem ali velikem, pred maščevalnostjo. Ker ga je Naval, ki je bil neumen, pa še nehvaležen, užalil, je David sklenil v trenutku, da gre s svojimi možmi in pobije njega in vse, kar ima. In ko je to zvedela žena Abigajla, gre na pot, ga sreča, vzame vso krivdo nase, pravi, vso krivdo vzamem nase. Ampak niti ne govori toliko o možu kot o njem, naj si ne nakoplje krivde s tem, da bi vzel pravico v svoje roke. In David spozna, da ima prav, izreče hvalospev na koncu, in to je zdaj sklep te zgodbe, se David odloči, da jo vzame za ženo. Torej se konča z ljubeznijo. Potem spet popolno nasprotje. Recimo v preroški literaturi Ozejeva knjiga. Govor je o najbolj ostudnem odpadništvu, kar jih imamo. Prerokova žena gre nekomu drugemu in nič ne zaleže, ostane pač pri svojem, ampak prerok dobi
naročilo, da mora kljub temu to ženo ljubiti in jo pridobiti nazaj. V tem kontekstu pa imamo drugo poglavje, ki presega zgolj to zgodbo, ki se dogaja v bistvu na človeški ravni, ki je res Božji glas in piše, da se bo Bog zaročil z nevesto, ki predstavlja Izrael na veke. In potem tam našteje vse bistvene lastnosti, kot so pravičnost, zvestoba in ljubezen. In tako pridemo do te točke, ki jo imamo v tem slavospevu, ljubezen nikoli ne mine. Pravi, z njo se zaročim na veke. Gre torej za večno ljubezen. Ampak to je podoba za Božjo ljubezen. Iz vsega lahko razberemo, da je večna samo Božja ljubezen in da je človeška ljubezen lahko večna samo, če temelji na Božji ljubezni. Kako pa je to sploh mogoče? Da se pa začne problem. Zakaj je najpomembnejša beseda v Svetem pismu bolj pomembna navsezadnje kakor beseda ljubezen? Vera. Zato, ker je tudi vera tako problematičen pojem. Kako se vera sploh kaže? Lahko je verovati, dokler ti vse krasno gre. Dokler imaš vtis, da Bog samo potrjuje tvoje načrte in blagoslavlja tvoje produkte. Ampak koliko je tega v življenju? Koliko odstotkov je tega? Ali ni naše življenje sestavljeno predvsem iz razočaranj, iz neuspehov in pogosto z situacijo, ki jo recimo eden od zelo znanih razlagalcev Svetega pisma, Gerhard von Rad, imenuje nullpunkt situacion in pravi, Izrael je odkril Boga šele, ko je dosegel nullpunkt situacion. Situacije popolne ničle. No in za tak primer imamo Jobovo knjigo. Job je mogotec, velja za pravičnega, kaže, da mu Bog samo blagoslavlja, ampak naenkrat doseže popolno ničlo, vse se mu zruši, no in zdaj nastane vprašanje, kaj je glavni problem njegovi knjigi. Ali je to smisel trpljenja, ker mora trpeti, ali kaj drugo. No in potem se pokažejo razlike med razlagalci, ampak večina se strinja, temeljno vprašanje knjige je vera. Ali bo Job v tej najhujši preizkušnji še veroval v Boga? Kar pomeni, ali bo še veroval, da obstaja Bog, ki je ljubezen. Ljubezen, ki ljubi takrat, ko vse kaže, da je drugače. No, da sem se spet spomnil en primer, ki malo nakaže to skrivnost, ko sem zasledil pred davnimi leti. Kako je neki Jud, ki je vse sorodnike izgubil v drugi svetovni vojni, ostal zadnji v sorodstvu, preden so ga poslali plinsko celico, napisal na listek svoj testament vere.
virijo vate, čeprav si vse storil, da ne bi veroval. Se pravi, če ima človek občutek, da je Bog vse storil, da ne bi veroval, in kljub temu veruješ, kako pa je zdaj to sploh mogoče? Ali kdo zna odgovoriti na to vprašanje racionalno? Vtis imaš, da je Bog vse storil, da mu ne bi veroval, pa kljub temu veruješ. Na to vprašanje jaz nikoli nisem znal odgovoriti, no niti malo se ne domišljam, da bi bilo možno odgovoriti, ampak nekaj drugega se zdaj zgodi. Tukaj se zdaj začne občudovanje stvarstva in človeka. Pravi, da kljub temu, da se srečujemo s tolikim problemom, nasprotovanj, mi verjamemo, da obstaja dobro, tako kot ta irska filozofinja pravi, dobro je najvišja, kar stoji pred nami. In da obstaja ljubezen kljub toliko tragedijam, ki nikoli ne mine. Zakaj? Zato, ker obstaja Bog. In da bi zaključil ta vod še s primerom, ki sem ga navedel iz 73. psalma. 73. psalm je tako imenovani modrostni psalm, kjer imamo spet samo nasprotja. Nasprotje je v tem, da nastopi psalmist, ki je klasičen primer poglobljenega vernika, ki pa ima občutek, da ima samo smolo v življenju, vsak dan pravi čuti neke težave, medtem ko tisti, ki so brezbožni, uspevajo. In s to muko mora živeti. Potem pa imamo v 17. vrstici formulacijo, da je tako čutil in razmišljal, dokler ni vstopil v svetišče. Ta stavek pa skoraj ne moreš drugače razumeti, kakor simbolno, dokler ni doživel Božjega razodetja. In je ugotovil, da je resnica čisto drugačna. To se pravi, da je uspeh krivičnih, ljubosumnih, tistih, ki so nezvesti, izdajalci in tako dalje, samo navidezen, neresničen. Da pa je lahko življenje v trpljenju, ki pa je življenje po pravičnosti, zvestobi in tako dalje, edino smiselno, srečno in predstavlja doživljanje ljubezni. Še najbolj zaradi tega, ker v trpljenju se ljudje najbolj povežemo, smo najbolj sočutni in ljubezen doseže svoj višek gotovo ravno v trpljenju, v solidarnosti. To je najbolj božja dimenzija ljubezni. Solidarnost, zvestoba v trpljenju. No in potem imamo čudoviti stavek, ki ga izraža ob novem spoznanju psalmist. Koga imam v nebesih? Če sem s teboj, me ničesar ne veseli na zemlji. Če sem s teboj, me ničesar ne veseli na zemlji. A je to ljubezen? Biti z nekom. Biti z Bogom pomeni biti z nekom, ki je absoluten, večen, ki je absolutna ljubezen. In če smo res z Bogom, potem lahko ne samo teoretično, teološko verjamemo, ampak čutimo, da ljubezen nikoli ne mine, da ne more miniti.
Ampak zdaj je celo paradoks, če bi se nekdo postavil vprašanje, da pa mi ne maramo Božje ljubezni, potem vsi, ki so poglobljeno razpravljali o Božji ljubezni, prihajajo do sklepa, da človek ne more odpasti tako popolnoma, da ne bi več bil sposoben, oziroma da ne bi bilo več razlogov za Božjo ljubezen. Da človek sploh ne more postati tako nezvest, da bi se končala logika Božje ljubezni. In to je tisto, kar je najbolj skrivnostno v Svetem pismu. Razumeti, zakaj Bog vztraja v prihajanju nasproti človeku, ki je ranjeno bitje, ki sicer hrepeni po ljubezni, ampak tolikokrat pade in mora tolikokrat priznati, da te ljubezni ne doživi v tako absolutnem smislu, kakor čuti, da bi moral doživeti, da smo pač tako ustvarjeni, da smo ustvarjeni za absolutno ljubezen. In zdaj torej vidimo, da je ljubezen res vprašanje vere. Vera pa ne more biti zgolj teoretičen, teološki, filozofski pojem. Svetopisemski pojem vere pomeni oseben odnos. Točno to, kar psalmist 73. psalma potem proti koncu pravi. Kdo mi je v nebesih razen tebe, če sem s teboj, me nobena stvar na zemlji ne veseli. Biti z nekom. Bog je duh, je duhovno bitje. Zato lahko čutimo in verjamemo, da je Božja ljubezen absolutna, ker je duhovna. Mi smo duhovna bitja, čeprav ne absolutna, smo duhovna bitja, zato smo sposobni ljubiti. Sposobni smo celo absolutno ljubiti, ampak samo v povezavi z Bogom. Zdaj ostane samo še en problem. Jaz absolutno verjamem, da je tako, da ljubezen, ki je zgolj človeška, pač je lahko kvečemo nesporazum. Nobena človeška ljubezen ni zgolj človeška, je Božja. Če je zares takšno, da lahko rečeš, da nikoli ne mine, je Božja. Je absolutna. Zato, ker prihaja iz popoln odnosa z Bogom. Če pa nekdo pravi, da ne veruje in da mu to zadošča, da ne veruje, potem jaz verjamem, da gre za nesporazum, ker si predstavlja Boga čisto drugače, kot v resnici je in ga seveda Svetopismo predstavlja. Mi v resnici ne moremo biti zunaj Boga. To je tako absolutno samoumevno. Torej ne moremo biti zunaj čudeža sveta. Zelo znani filozof Ludwig Wittgenstein ima zelo osnovno, preprosto oznako, kaj je čudež. Pravi, dejstvo, da svet obstaja, je čudež. Dejstvo, da svet obstaja, pomeni, da je to Božje delo in da je najvišja beseda v smislu hrepenenja ljubezen, je torej čudež in govoriti o čudežu pomeni govoriti s simbolno govorico. Nobeden pojem sam na sebi ne zadošča, lahko pa morda samo pomaga, da se naglasimo na tisto struno, ki je večna in bo vedno
tudi ostala.